ponovno uspešno razvijamo. Ravno zaradi teh dodatnih investicij in novih poslovnih izzivov, ki ste se jim odzvali, je v nekem obdobju prišlo do manjšega zatišja v smislu vlaganj in neke propulzističnega razvoja na logistični dejavnosti. Pa vendar, v neki točki ste se kot lastniki začeli spraševati, je logistika še prava smer razvoja, se še splača vlagati vanjo ali so drugi izzivi večji potencial? Kaj ste se v tistem trenutku odločili? Ker smo imeli tako hiter, ekstenziven razvoj, smo delno v navednicah pozabili na razvoj logistike. Kajti verjel sem, da ljudje, ki delajo v logistiki, z znani referencami, ki smo jih imeli že takratni skupni državi in tudi v Evropi, da bodo sami zmogli še naprej držati tempo in slediti logistične operacije, ki so postale popolnoma drugačne, mnogo hitrejše, sodobne, nove tehnike, nove tehnologije, nova informacijska podpora, da bodo to normalno sledili. Omenili ste verjeli, torej kljub vsemu ste se morali vrniti nazaj in začeti igrati aktivnejšo vlogo kot lastnik oziroma kot član uprave oziroma kot uprava, ki je upravljala tudi s to dejavnostjo. Vsekakor, osebno in uprava se je tle uštela, kajti sporedno smo izredno uspešno napeljali ostale programe, no na logistiki pa, kot smo ugotovili, smo dejansko zaspali in malo je manjkalo pred 3 leti, da smo se celo odločali, ali strateško pozicioniramo še logistiko znotraj sistema ali pa poiščemo strateškega partnerja oziroma celo odprodamo kompletno dejavnost, logistično dejavnost na tržišču. Kaj je prevladalo, da kljub vsemu ste še vedno verjeli in ste si drznili ponovno vlagati tudi v to dejavnost? Še vedno je bilo v tej logistiki zaposlenih 150 ljudi, skoraj 50% te hiše, in če smo bili sposobni iti v nove programe na popolnoma neznana področja, potem nisem moral skoraj verjeti, da pa logističnih operacij, ki smo nekako jih včasih obvladovali, ne bi mogli ponovno nadgraditi. Seveda, če pa to hoče storiti, potem morajo biti rezultati, jasno mora biti poslanstvo, kakšna strategija in kakšni so poslovni načrti in seveda takojšnje spremembe v menedžmentu. Omenili ste, da so bili potrebni določeni koraki pri tem, da ste ponovno zagnali logistiko kot strateško dejavnost. Kateri so bili tisti ključni? Prvi smo se morali odločiti, v kolikem času lahko saniramo stanje, ki je bilo relativno slabo. Drugič, jasno, tako je potreba postaviti dinamičen, sposoben menedžment, ki lahko hitro odloča, ki pozna logistične operacije ne samo doma v Evropi, ampak tudi globalne. Tretjič, tudi sprememba razmišljanja in četrtič, pozicioniranje novih partnerjev, novih programov in pa tudi optimiranje samega poslovanja. Ali ste pri tem kot lastniki pasivno spremljali, kaj in kako se bo menedžment v tej novi vlogi znašel, ali ste pri tem tudi aktivno sodelovali? No, ker tudi menedžment, solastnik in zaposleni kompletne hiše, potem smo morali biti odgovorni tako kot lastniki in tudi odgovorni do družbenega okolja in v tem zvezi smo igrali aktivno vlogo. Mislim, da so rezultati vedno, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v globalnem svetu mnogo boljši, kadar imaš aktivne lastnike, ne glede ali so to zunanji ali notranji ali strateški ali tuji oziroma domači, in pa da narediš potem kvaliteten miks z dobrim menedžmentom, ki se spozna na operacije, ampak da postaviš jasno poslanstvo, poslovni načrt in pa hkrati kakšen naj bi bil tudi donos ne samo na kapital in kakšno naj bi bila tudi tekoče poslovanje. Torej, poleg same donosnosti in same vsebine poslovanja, kakšno je bilo časovno obdobje, ki ste ga dali na voljo novemu menedžmentu, da dokaže, ali je sposobno peljati to smer naprej? V tržnem gospodarstvu se moraš izredno hitro pozicionirati in tudi, kad deluješ krizno ali pa rahlo sanacijsko, se moraš odločiti v nekaj mesecih. Njim smo dali na razpolago 2 leti, kajti imamo odlično infrastrukturo, odlično lokacijo, tako v Ljubljani kot v Novem mestu, in na osnovi te lokacije in pa tudi infrastrukture, ki je izredno urejena, smo dali rok 2 leti, rok ne samo, da izboljšajo poslovanje, ampak da se tudi ustvari nova dodana vrednost in pa hkrati solidna donosnost. No, trenutno smo prišli že na donosnost v letu 2005 na 4,5% na kapital, v letošnjem letu pridemo že na 7%, prihodnje leto pa na 9%. Mislim pa, da je ciljna donosnost okrog 10%, kar je pa izredno solidno za poslovanje v logistiki. Pri sodelovanju z vodstvom logističnega centra, katere so bile tiste glavni koraki, orodja, področja dela, pri katerem ste neposredno sodelovali?
Uprava se je dejansko vključila aktivno, to pa pomeni tako pri iskanju poslovnih partnerjev, tako strateških, dolgoročnih kot srednjeročnih, pri segmentaciji poslovnih partnerjev, pri optimizaciji proizvodnje, pri vključevanju v vseh sestankih, tako na tedenskem kot mesečnem nivoju, spremljanja vseh rezultatov, tako po partnerjih, po posameznih produktih in na nivoju kompletne logistične hiše. In na osnovi tega je vsak videl, da gre za res, ne samo na nivoju hiše, ampak tudi menedžment je videl, da je nekako postal izredno cenjen, da ima vse možnosti in odprte roke tudi znotraj hiše in da na osnovi tega lahko na osnovi večje samozadostnosti in samozavesti in pa svojih znanj pokaže tudi mnogo boljše rezultate. In to se je tudi zgodilo. Iz vsega tega, iz vsega povedanega se nakazuje, da je seveda sodelovanje med lastniki in med menedžmentom ena od tistih ključnih elementov za zgodbo o uspehu. Kakšno bi bilo vaše sporočilo vsem ostalim lastnikom in nadobudnim menedžerjem, mladim, izkušenim, prekaljenim za bodoče? Mnogo kvalitetneje lahko posluješ in vodiš in upravljaš posamezne firme, če imaš aktivne lastnike in pa aktivne menedžerje, ki so tudi dinamični, propulzivni, ki imajo znanja, ki imajo tudi voljo, sposobnost in da izkoristijo priložnost na trgu in da se tudi dokažejo svojim zaposlenim. Če prideš do takšne kombinacije, potem mnogo lažje pripraviš dinamične, inovativne poslovne načrte in na tej osnovi potem res čakajo vse po vrsti lepši časi in v lepših časih je tudi več lahko celo prostega časa in s tem prihajaš tudi do večje energije v samem poslovanju. Torej, verjamete v inovativnost? Vsekakor. Ta hiša je že nekaj let inovativna in pa dinamična. To smo dokazali z kreacijo Cityjev. Ljubljanski City je trenutno številka ena ne samo v centralni Evropi, ampak tudi v kompletni Evropi. In mislim, da to tista inovativnost, ki se več drugje nimaš kaj naučiti, ampak moraš pripravljati nove projekte, nove programe, ki so popolnoma drugačni od ostalih ali pa praktično še ne obstajajo. Torej se pri svojih odločitvah zanesete nase in na svoje sposobnosti kot kolektiv, kot družba? Vedno moraš biti zelo samozavesten, poznati kreacije vseh ostalih in na osnovi kreacij lahko prideš tudi do kvalitetnega poslovanja. Petdeset let BTC logističnega centra, 50 let razvojnih korakov, pa vendar vsi niso bili tako zelo enostavni. Med drugim 3 leta nazaj večji izziv, s katerim se je moglo soočati tako lastniki kot vodstvo samega logističnega centra. O čem govorimo? Tedaj so lastniki in menedžment smo praktično ugotovili, da je prišlo v logistiki do velikega zastoja. Res, da je to naš, bi rekel, star posel, ki ga opravljamo že 50 let, vendarle ni bilo novih idej, vse je potekalo nekako po inerciji, stranke so prihajale in odhajale, vse je bilo utečeno, tudi vodstvo je bilo nekako umirjeno, brez velikih idej. Prav, ni bilo večjih razvojnih korakov. Ni bilo nobenih razvojnih korakov. Seveda razumljivo je, saj so se vsa energija in sredstva se je vlagala v razvoj BTC Cityja, pa vendarle logističen center je tu, stoji in donosnost je bila, lahko rečem, na dnu. Praktično brez idej, brez vsega.